Prevajalec Andrej E. Skubic je avtor 6 romanov in ene zbirke kratkih zgodb. Kar 2-krat pa je že prejel nagrado Kresnik za najboljši roman leta. Možnost, da število Kresnikov poveča na 3, ima tudi z najnovejšim romanom Samo pridi domov, v katerem odstira temo pojava korupcije v Sloveniji. In iz tega romana bomo zdaj tudi slišali odlomek. Prosim. Jaz bom prebral 3 zaporedne krajše prizore iz tega romana. Mogoče samo za uvod, ker gre za odlomek iz sredine. Glavni junak romana je odvetnik Leon Berden, ki mu sodijo na sodišču, ker je razkril poslovne nečednosti svoje stranke, nepremičninskega špekulanta, in ga je pač njegova bivša odvetniška firma kazensko ovadila zaradi izdaje poslovne skrivnosti in zaupanja stranke. Torej, ta odlomek, ta prizor, s katerim bom začel, se dogaja neposredno po prvem naroku na sodišču, ko pride domov žena, ki je državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in seveda preveč zaposlena, da bi lahko šla na sojenje, tako da jim mora poročati on. Kako je potem bilo, sprašuje Agnes in se reži. Zvira se na eni nogi, ko si vleče čevelj na drugi dol. Sej več ali manj sem že dosti slišala po radiju. Bila je srednja žalost, pravi Leon. A te Matro Malevič, poizveduje Agnes, odpravi se proti spalnici, da bi se slekla. Malo me je že hotel, škoda, da te ni bilo zraven. Agnes ga samo pogleda. Ti imaš licenco, pravi Leon. Kaj pa če bi me ti branila, ne pa ta lolet Zuljen. Sej ste z njim tudi čisto zadosti intimen par, pravi Agnes. Ja, sem njega ne moram rajcati s svojimi briljantnimi nastopi. O, a bi me rad rajcal, zanimanjem pravi Agnes. Kar mi pasel, sam da se najprej malo zrelaksiram. Leon se zamisli. Malo sem pa vseeno utrujen, pravi, probi se ti kdaj pusti takole zaslišati. Tako je spet, pravi Agnes, stoično. Ma se lahko pustim, preveš me na poslu, pa me strogo zaslišuj, če sem bila kaj poredna. A si bila kaj? Tega pa ne boš zvedel, če me ne prevežeš. Bom pa žgečkanjem s tebe spravil. Leon plane nanjo, ki je v samem modrcu in gatah, in jo začne žgečkati. Agnes začne vriskati. Dej nehi, kaj si budala. V sobo prikoraka Naomi, ki z zanimanjem opazuje dogajanje. Kaj pa dela ta, pravi? Oči kaznuje mamico, razloži Leon in še naprej grabi Agnes za bedre. Naomi opazuje. Dej še mene, pravi potem in se uleže na zakonsko poslo. Leon spusti Agnes in se obrne k Naomi. Jaz sem bila tudi poredna. Leon se zasmeji in začne tudi njo zbadati s prsti po rebrih, da Naomi zavrešči in se začne zvijati. Kako je bila poredna, vpije Leon. V vrtcu nisem hotela jesti malce, kefir je bil, kefir je fuj, v njem so bacili. Leon jo spusti in jo nasmejano gleda. V kefirju niso bacili, pravi, kefir je zdrav. Ni res, je imela babi ena prijateljica na obisku, pa je ne govorila, sem vse slišala. Kaj si slišala, kdo je govoril? Babi je govorila, babi pozna eno teto, ko pozna eno teto, pa strica, ko kefir delata iz bacilov. Pa se smo ga mi tudi doma delali nekaj časa, prav Leon in opazuje Agnes, ki si vleče gor majico. Ne, zavpije Naomi, ona dva imata tovarno. Tovarno. Ja, pa ste skozi čist bolana, ker skozi toliko enih bacilov v kefir dajete, da kefir rata, ker drugače ne rata kefir. Je rekla, da morate vsako leto 2-krat ful enih zdravil pojesti, da k se prideta, drugače bi bilo konc z njima, ker sta med samimi bacili. Pa ti si to nekaj zamešala, Naomi, prav Agnes, ki si oblači telovadke. Nisem zamešala, res je, zavrešči Naomi. Je rekla, da v tem poklicu ne bi mogel noben nikoli saratarnega testa čez dati, ker so vsi skozi bolani. Oči, kaj to pomeni čez dati? Meni se zdi, da res ni nad zamešala, prav Leon, to se mi zdi čisto podobno manji.
Ti si preveč pri babi, prav Agnes. A nisi preveč pri babi? A nisem preveč, babi je hecna. A hecna da je? Ja, se je oči tudi rekel. Oči, kaj to pomeni čezdati? Agnes pogleda v mašine Leona, ki razširi roke. A Manja je hecna, prav Agnes. Kdaj pa ti kaj za otroka narediš? Leon jo gleda. Nikoli nisem nič rekel, kaj je za otroka naredim, pravi. Samo Manja je hecna, je objektivno hecna, se je tudi ti že to kdaj rekla. Agnes zavzdihne. Kakšna družina smo to mi, pravi, in se odpravi od spalnice proti kuhinji. Ne vem, prav Leon, meni se zdi, kot vsaka druga. Oči, zategne Naomi. Ja, no, test se opravi, ali se ga pa čez da, prav Leon. Če narediš test, pa test pove, da je vse v redu s tabo, potem si ga čez dal. Včasih smo bili drugačna, prav Agnes iz kuhne, kjer zajema iz piska. V kaj si se ti to spustil, sine, pravi ati in me gleda. Spet sediva na terasi. Tukaj sva z Agnes nekoč streljala zračno puško v tarčo na drugi strani vrta. Tukaj je mama nekoč pod mizo brcnila Atija, ko sva šla z Agnes gor v sobo. Vse bo okej, ati, pravim. A saj vem, da si prav naredil, pravi ati in spet utihne. Zamišljeno bolšči predse. Če bi te zdajle mamica videla, si bila ponosna nate, tako bi navijala. Presenečen sem bil, da ati v sodni dvorani ni spoznal Agnes. Enkrat je šla čisto mimo njega, ampak se tudi ona ni spoznala njega. No, res, da ste se videli vsega skupaj samo ene parkrat v življenju, nazadnje na maturantskem plesu, ko so najni starši sedeli skupaj. Ona je takrat že hodila s tistim drugim sošolcem. Njeni so bili nad mojimi jasno impresionirani. Kako se pa ti kaj rihtaš, vprašam, da bi premaknil pogovor s teme, v kateri se prepogosto zacikla. V redu, pravi. Hodaš kaj ven te dni? Hodam v Interspar na kavo, pravi. Včasih je težko dojeti, kaj je ostalo tistega gobca, ki je delal pravne posle, vse za DL, v prostem času pa je urejal manjši sadovnjak in organiziral kulturne dejavnosti v krajevni skupnosti. In pazil na otroka od Manje, ki je danes vrhunska gospa, bolj žlahtna kot kdajkoli. Sem srečal soseda, rebernika s konca vrste, pravi. Je presedel k meni, ko sem kavo pil. Kaj ti je pa kaj povedal? Me je vprašal, če še zmer žalujem. In to je bilo treba vprašati, pomislim. No, sicer se dobro, za pogovor je treba nekako prebiti let, kajti očetu dejansko že leto in pol, leto in 3/4 uspeva izžarevati občutek konstantnega žalovanja, ki se ga ne da zgrešiti niti na 100 metrov. In ki je sicer resnično, ne igra ga, dejansko žaluje. Ni šel naprej nikamor, kar je zame mogoče nekoliko nepričakovano, mislim, glede na to, koliko se je posvečal, ko je bila še živa. No, ko sem bil še majhen, je bilo menda drugače, ampak ko se je postaral, tam po 70. je začel postajati jezljiv in tečen zakonski mož. Nič, kar je naredila, ni bilo več prav. Njeno kuhanje je sicer še občasno pohvalil, ampak preostalo, vse njeno drugo ravnanje in dejanja, porazno. Očitati je začel, kako mu je glede v preteklosti s svojimi ugovori preprečila kakšne načrte, kako ni smel poleg hiške v Dobrepolju kupiti še nekega velikega zemljišča nekje v Brkinih, kako ni smel na fasado hiše spustiti vinike, ker je sovražila brenčanje čebel na medečem cvetju spomladi in kakce ptičev, ki obirajo plodove jeseni. Ati je imel na računalniku celo zbirko fotografij maneken, ki jih je spravljal z interneta. Ni jih znal shranjevati direktno spletne strani, ampak jih je z digitalcem fotografiral na zaslonu. Mama se je smejala, ampak v resnici je šlo na živce, tako kot njegovo govorjenje, kako leze urit sosedom. Največji čudež pri vsem tem je, kako je njej uspelo, da je umrla še zmeraj zaljubljena. In najbolj verjetno prav zaradi tega on še danes tako žaluje, ker se tudi on čudi. Je rekel, da ve, kako gre žalost zelo počas stran, pravi. Ampak gre. Aha. Je rekel, da se njemu še zmeraj včasih sanja o tem, kako se z ženo pogovarjata. Po 8 letih. A ja, pravim in ga ošinam s pogledom. A se tebi tudi kdaj sanja o njej? Meni se v vsem tem času ni, mogoče je to čudno. Oziroma enkrat se mi je, ampak samo to, da slišim njen glas nekje iz sosedne sobe in da
da je vse to nekako popolnoma naravno. Nič nisem bil presenečen, ko sem ga slišal. Nekaj dosti, pravi, skomigne za eno ravno. Enkrat se mi je zadnjič samo nekako daleč. Kako daleč, pravim, nagrim pivo. Niso bile sanje iz tega časa, mislim, pravi. Potem je nekaj časa tiho. Oče je bil v svoje čase velik gospod. Kmečka rekreacija je bila zanj ekscentričnost advokata, ki je svojega sina oblačil v mura obleke. Manja je bila zanj parveni. Bolj iz tistega časa, ko sva bila še mlada, nadaljuje potem, ko še nisva bila poročena, ko sva se morala še skrivati pred omamo, če sva se hotela crekljati. Bilo je polno enih sob, kakor povezanih, in midva sva ves čas bežala iz ene sobe v drugo, ona je stalno zapirala vrata za nama, za vsako sobo. Potem pa sva prišla v zadnjo sobo in ona je tam zaprla vrata, potem pa sva se objela. Moj oče je car. Po vseh teh letih mu še zmeraj rata, da me pripravi do cmoka v grlu. Ne spomnim se, kdaj sem jo videl, da bi se res objela, mislim tako, zares. Ampak sta se. Čeprav je beli angel ob svojem prvem pojavljanju na videz pokazal določeno možatost, je nasplošno gledano bolj tradicionalno ženstvene podobe. Pri tem sploh ne govorimo o značajskih potezah, le o bolj klišejskih videzih. Prosojen je kot prozoren silikatni material, obraz ima ozek, lasje dolge in valovite, s komaj pridihom rumenkaste. Ob robovih je že skoraj sinje barve, blago sijoče, kot klobučnjak v akvariju, osvetljenem z UV svetlobo. Eteričen torej in preudarno molči. Opazuje visok kup fasciklov različnih barv na Leonovi mizi, brado naslanja na dlan, komolc mu počiva na mizi. Leon sedi pred njim pogrežen v stol. Preveč se družim s tabo, iznenada pravi Leon. Angel zre vanje, da bi se premaknil. Šele potem, čez nekaj časa, ko tudi Leon ostaja čisto pri miru, se vseeno zgane, dvigne glavo in roko, na katero je naslanjal brado, spusti na mizo. Narahlo skomigne. Nikoli mi nič ne rečeš, nimam dosti od tebe. Ne vem čisto, kakšna je tvoja funkcija, pravi potem Leon. Kakšnemu manj informiranemu bi se zdelo, da si samo znak, da se mi je dokončno odfuzljal, samo moram reči, da se mi ni. Moral bi se pogovarjati s fotrom, vem, da bi se moral pogovarjati s fotrom, samo kako naj se pogovarjam z njim, stari bi ven padl. Leon strmi predse. Če bi fotor videl tale kup fasciklov tukaj, bi bil vesel, pravi in z roko pokaže na stolp iz fasciklov. Evo, sine, sem ti rekel, da še vse bo. Kako ne se pogovarjam z njim? On ni bil nikoli v taki situaciji. Če bi mu povedal, kako je, bi si mislil, da sem sploh ne bi zastopil, kam mu govorim. Leon se nagne naprej proti angelu, da se mu da plahno nasmehne. Pred 16 leti, prav Leon, je dal notranji minister zapleniti študentski časopis, kar ne bi objavil ene njegove tajne zabeležke. Si moraš misliti, notranji minister, ki je bil v prejšnjem režimu ena huda disidentska zvezda. Plevšek je znoril, tako je poslal k njim mene, da jih bomo branili pro bono. Zdi se, da hoče angel že napraviti kretnjo s kazalcem, a Leon se ne zmeni zanj. Moj prvi kao disidentski primer, fotor je ven padel, ko je zvedel. Rohnel je, kaj bi on delal temu prekletemu Rejenu Važiču, ki je bil svoje cajte glavni borc za svobodo govora. Govoril je tako, kot da bi on kdaj v karieri imel opravk s kakšnim disidentskim primerom, ne pa celo življenje sestavljal pogodbe pa pravilnike. Človek bi si še mislil, da se bodo euforije prikazal v publiki na sodišču. Sam se za vsak slučaj vseeno ni. Je bil pa ponosen name. In kdo pa je od stare garde vodil disidentske primere še v prejšnjem režimu? Plevšek. Leon dvigne prst. Na ljubljanskem pa na mariborskem sodišču. Že v začetku 80-ih, ko tega noben drug ni hotel. Pa so vsi to delali samo po službeni dolžnosti, pa čisto presrano. On je pa sam hodil okrog, v Zagreb, v Beograd, na Kosovo. On je to delal. On je lastnoročno vrnil čast odvetniškemu poklicu v tistih letih. Mislim dobro, ni bil Srđa Popovič, branil jih pa je. Angel se nasmehne in se spodbudno prikima. Včasih bi bilo dobro, kje na kakšni točki ustaviti čas, pravi Leon. Preden se vse zjebe.
Namreč Plevšek je vodja tiste pravniške pisarne, ki ga zdaj preganja, ker je razkril